Ice, pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako makrobiotika obravnava naše 4-letne čase? Zelo preprosto in enostavno. Makrobiotika je zopet edina veda, ki nas zelo opozarja in pripravlja na to, da se prehranjujemo času in prostoru primerno. Torej, mi imamo srečo, da imamo 4-letne čase, pomlad, poletje, jesen, zima, in to nam omogoča, da imamo tudi način prehrane zelo raznolik. Zakaj? Ker je zdaj, smo ravno na pragu zime v mesecu novembru, bi nekako opozorila ravno na to, kar nas makrobiotika uči. Mi živimo v predelih, kjer je hladno. Torej, naši predniki so v tem času uživali veliko žgancev, ajdove kaše, prosene kaše, žit, ki so se dlje časa kuhali, enolončnic, se pravi, kjer je bil tudi recimo fižol, tista zelenjava, ki je prezimila v kleti, kislo zelje, kisla repa, da tako zelo poenostavno in rečemo, torej bilo je dovolj kuhanga. Naj še poudarim, da so celo kuhali na ognju. Danes je že idealno, če si privoščimo, da kuhamo na plinu, elektrika je najbolj tako škatljiva, se pravi, malo nam razbije, je preveč in. Torej, v zimskem času bi se mogli zelo truditi, da pojemo dovolj kuhane hrane, da nas bo grela. Ker mi rabimo to jank energijo, da zimo čim bolj odporno preživimo. Zelo rada upozorim ljudi, da v zimskem času uživati pri nas južno sadje je zelo, kaj ne rečem, nepametno oziroma ne najdem ene prave besede, bom rajši razložila zakaj. Južno sadje raste v tistem predelu, kjer je toplo in ga rabijo ljudje jesti zato, da jih hladi. Če mi v zimskem času pri nas uživamo prevelike količine agrumov, banan in podobnega sadja, ki je res bogato z vitamini, nam energetsko nas pa toliko podhladi, da mi ravno zaradi tega lahko zbolimo za neko gripo, virozo ali karkoli, ki se v zraku dogaja. Torej, hrana je tista, s katero mi vnašamo energijo v telo. Hrana v zimskem času mora biti bolj jank, da nas bo grela. Sadje, predvsem južno, je preveč in nas hladi. Na to je treba biti pozoren. Potem pa prihaja pomlad, s pomladjo prihaja spomladansko sadje, se pravi jagode, češnje, borovnice in tako naprej. To je vse sadje in zelenjava, ki pride, da nekako očisti telo. Če smo pozimi malo bolj počivali, se pravi, se morajo tisti toksini, ki so se nabrali, očistiti iz telesa. Potem je pa poletje, ki je vsega v preobilju, v jeseni je vsega še več, torej takrat se na nek način preobjedamo, prenajedamo. Sam smo veliko bolj aktivni, toplo je in v poletnih časih nam je pa južno sadje lahko dobrodošlo in nam ne bo povzročalo nobenih posledic. V jeseni si lahko naredimo malo zaloge, da bomo lažje preživeli zimo in smo zopet tukaj. Katera prehranska dopolnila bi svetovali v tem jesenskem, zimskem času? Vsakemu bi izrecno svetovala, naj se orientira na svojo krvno skupino. Kratko je, da na to 0 krvne skupine, kronično pomanjkanje kalcija. B krvna skupina, pomanjkanje neke vrste lecitina ali neke nenasičene maščobe v telesu. A krvna skupina, pomanjkanje C vitamina, samo prosim, ne ga pozimi v obliki sadja uživati, res v obliki dopolnilne prehrane, zaradi tega, ker tam je izločeno samo tisto, kar telo resnično rabi, ni ostalih drugih balastnih snovi, ki jih mora telo razgrajevati, in potem AB skupina, ki je nekako najbolj vse jed, on si mora pa malo bolj tako levo, desno pogledati, kakšne težave ima, tudi kakšne umebuši slive in umebuši pasta, mu lahko dobrodošli so. Ja, tudi kot dopolnilna prehrana, ja. Hvala lepa, Ice. Ok.